kot je povedala vodja plesne šole, je nedvomno dejstvo, da je plesna šola za državo v sporu. Ta spor je že formaliziran, torej poteka tudi na sodišču. V kratkem vam bom predstavil, kaj se je do sedaj dogajalo. Inštitut za novejšo zgodovino je vložil vlogo po svoji vsebini sodno odpoved najemne pogodbe zoper gospodarsko družbo Kazina, hkrati z izpraznitvenim nalogom. Zoper ta izpraznitveni nalog smo podali ugovor in vložili tudi tožbo proti državi Republiki Sloveniji, ki je lastnica te stavbe, na ugotovitev, da je gospodarska družba Kazina solastnica te stavbe in da torej teh prostorov ne uporablja le na temelju najemne pogodbe, pač pa tudi izvršuje svoja solastninska upravičenja. To je predhodno vprašanje spora na izpraznitev. Glede tega, kar se je zgodilo potem, torej že omenjene izpraznitve kletnih prostorov in zaprtja vhodnih vrat ob nedeljo, ko plesna šola tudi posluje, pa naslednje. Gre za tipičen akt motenja posesti. Stvarno-pravni režim namreč varuje zadnje posestno stanje do rešitve spora glede vsebinskih vprašanj, ki sem vam jih prej predstavil. Zato smo proti Inštitutu za novejšo zgodovino že vložili tudi tožbo na motenje posesti. Opazujem in ocenjujem, da gre za aroganco državne oblasti, da gre za napad na civilno družbo, torej ne nazadnje tudi napad na bodisi realne, bodisi potencialne volivce. Nisem prepričan, ali se državi splača tako postopati, kot postopa v tem primeru z neko gospodarsko družbo, ki ni le, kot smo prej slišali, gospodarska družba kar tako, ki opravlja tudi neke vzgojne funkcije, predvsem pa je povezana in tesno sodeluje z društvom, ki mu je priznan status društva, da deluje v javnem interesu.